poznajo, ne gledajo. Raj. Pol tekmo, raj. Evo pa še en nasmešek. Če sem bi nas ona priplezala bolderja, ne? Okay. Drage novinarke in novinarji, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci pred Evropskim prvenstvom v balvanskem plezanju, ki bo 18. in 19. avgusta 2017 v Münchnu. Na Evropskem prvenstvu v Nemčiji, ki bo hkrati sklepna tekma svetovnega pokala v balvanih, bo Slovenijo zastopalo 9 tekmovalk in tekmovalcev. V boj za evropsko lovoriko iz slovenske reprezentance v športnem plezanju odhajajo tudi Janja Garnbret, trenutno tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala v balvanih, Mina Markovič, evropska podprvakinja 2013 v balvanih in evropska podprvakinja 2017 v težavnosti, Katja Kadič z 2 letošnjima nastopoma v finalu svetovnega pokala ter Jernej Kruder, svetovni podprvak 2014 v balvanih. Pozdravljeni. Danes sta z nami tudi Gorazd Hren, selektor in trener slovenske reprezentance v športnem plezanju, ter Urh Čehovin, trener članske reprezentance. Vsi dobrodošli. Najprej k besedi povabim Gorazda Hrena, da nam predstavi izbrano vrsto za evropsko prvenstvo ter pričakovanja pred balvanskim vrhuncem sezone. Prosim. Pozdravljeni vsi. Zdaj, če najprej predstavim ekipo, bi tokrat začel mogoče fanti, ki jih je manj kot deklet tokrat. Naš največji adut je najbrž Jernej, ki ima že kar veliko izkušenj z tekmami in tudi že nanizal nekaj zelo dobrih rezultatov. Poleg Jerneja bosta na tekmi še Anže Peharc in Gregor Vezonik. Pri dekletih smo se odločili za malo večjo ekipo in bo poleg nekakšne, če lahko rečem, stalnice Janje, Katje, Mine in Julije Kruder, smo dali priložnost še 2 mladinkama, to sta Urška Repušič in Lana Skušek. Z njimi pa bo pač klasično vodstvo Urh, Luka in jaz. Pričakovanja. Težko bi povedal neka pričakovanja pri toliko težki tekmi, ko bo tole. Pač tekmovalcev je res veliko, dosti več kot ponavadi na svetovnem pokalu, ker je tekma hkrati še evropsko prvenstvo. Pomeni, da bo fantov nekje 175. Zdaj, zakaj je toliko težko? Zato, ker bomo nekateri fantje v izolacijski coni tudi do 8 ur in bo zelo naporna tekma. Jaz bi vsem najprej zaželel veliko sreče in da lahko pokažejo čim več kvalifikacijah, ker bo po moje pač res zelo težka runda. Pol bomo šli pa s korakom naprej, upam, da se jih čim več uvrsti v polfinale, kar bi bilo odlično za narediti zelo dober rezultat na evropskem prvenstvu. Seveda pa upamo, da bo šlo po polfinalu še čim več naprej in da naredimo še lep rezultat v finalu. Če bi zdaj pač mogel se osredotočiti nekaj imena, jaz mislim, da so te osebe ravno tukaj, ker se mogoče od njih lahko največ pričakuje. Katja je pokazala letos zelo dobro formo, zelo lepe nastope. Jernej enako, dosegel letos tudi svoje te prve stopničke v svetovnem pokalu. Mina je že ima res, da je zdajle ven iz balvanov bila, da smo se osredotočili na težavnost, ampak ima s tem kar nekaj izkušenj in zelo lepe rezultate. Janja pa je prav tako v svetovnem pokalu še vedno v igri za skupno 2. mesto in pač držimo pesti, da se to vse izide. Hvala. In držimo pesti. Evropsko prvenstvo bo hkrati sklepna tekma svetovnega pokala 2017 v balvanih. Trenerja reprezentance Urha Čehovina prosim, da nam predstavi sistem vzporednega tekmovanja ter kako so potekale priprave na balvansko tekmo sredi sezone v težavnosti. Ja, res je. Ta tekma bo v bistvu števala za 2 tekmovanje. Ena bo svetovno
pokal, drugo pa zraven usporedno še Evropsko prvenstvo. Zdaj sam svetovni pokal se ne bo nič spreminjal, ni nobenih sprememb, vse poteka tako kot ponavadi na svetovnem pokalu, pomeni iz kvalifikacij se vrsti 20 najboljših v polfinale, potem pa 6 najboljših v finale. Tisti, ki bo pa potem zmagal v finalu, bo tudi zmagovalec te tekme svetovnega pokala. Zraven bo pa potekala tekma Evropskega prvenstva in zdaj za voljo tega, da bo čim bolj fair do vseh, gre po kvalifikacijah 20 Evropejcev naprej v polfinale. To pomeni, da bomo lahko imeli v polfinalu svetovnega pokala v bistvu več tekmovalcev kot 20, ne, lahko 30, bomo videli pač kakorkoli, bo ostalih, ki ne bojo Evropejci noter. In teh 20 Evropejcev potem se bori v polfinalu za zmagovalca. Tisti, ki bo v polfinalu zmagal, bo pač evropski prvak. Te tekmovalci, ki pa so se uvrstili na dodatno kvoto zaradi Evropskega prvenstva, pa nimajo nobene možnosti naprej tekmovati v svetovnem pokalu v finalu. Torej njihovo tekmovanje se zaključi pač po polfinalu in njihovo mesto se je doseženo z kvalifikacijami, ki so dosegli. V bistvu so bili slabši kot 20 in so s tem rezultatom pač prišli naprej zaradi Evropskega prvenstva. Same priprave niso bile nič motene, glede na to, da smo sredi sezone težavnostnega plezanja. Naredili smo kar nekaj dobrih treningov, naredili smo nekaj dobrih simulacij, tekmovanj. Eno takih smo šli tudi v Avstrijo, naredili skupaj z avstrijsko reprezentanco. Mislim, da smo bili vsi zadovoljni, tako Avstrijci kot mi. Po videnem pa smo po moje lahko zadovoljni, torej pač upamo na čim boljše rezultate. Mislim, da smo dobro pripravljeni. Hvala lepa. Zdaj pa igralcem na Evropskem prvenstvu. Janja Garnbret je letos poleg težavnosti, ker je nanizala že 3 zmage, tudi sezono v balvanskem plezanju zastavila zelo zmagovito, dosegla svojo prvo balvansko zmago, skupaj kar 5 in še eno drugo mesto, ter je tako trenutno 3. v skupnem seštevku svetovnega pokala v balvanih. To bo tvoje prvo evropsko prvenstvo v balvanih, ker si letos v svetovnem pokalu že naredila preboj naprej. Tako kot na Evropskem prvenstvu v težavnosti bo znova potreben preskok med disciplinami. Kako suvereno se trenutno počutiš v balvanskem plezanju, tudi v primerjavi s konkurenco, ki se posveča samo balvanom in ne tekmuje v težavnosti? Zdaj po Briansonu sem se jaz posvetila samo balvanom, pa bili smo tudi v Innsbrucku na dvodnevnem treningu z Avstrijci, tako da jaz mislim, da smo dobro trenirali. Jaz sem tudi naredila vse, pač, da sem kar se da najbolj pripravljena. Po na tekmi bomo pač videli, kakor bo. Zdaj v primerjavi z drugo konkurenco, ki tekmuje samo v balvanih, ne vem, kje sem, že dolgo nismo skupaj tekmovali. Pa jaz pa pač mislim, da je pač vse odvisno od stila balvanov pa od malo sreče. Si tudi ena redkih tekmovalk, ki posegajo po najvišjih mestih, tako v težavnosti kot v balvanih. To je vsekakor dobra popotnica tudi za vrhunsko uvrstitev v kombinaciji, ali? Ja, res je. Zdaj meni kombinacija glih ni to moj cilj ali pa izziv, samo še vseeno pa pač ima prednost, seveda svetovni pokal, skupni seštevek, boulderji pa težavnost, še vseeno pa fajn videti neko lepo vrhunsko uvrstitev. Janja, hvala in srečno. Hvala. Slovenske športne plezalke in plezalci so na evropskih prvenstvih osvojili že 17 kolajn. 7 jih je priplezala Mina Markovič, evropska podprvakinja 2013 v balvanih in evropska podprvakinja 2017 v težavnosti. Mina, letos v svetovnem pokalu v balvanih nisi tekmovala, pred 4 leti pa si na evropskem prvenstvu v Chamonixu dosegla balvansko srebro. Na letošnjem evropskem prvenstvu v težavnosti so odločale izkušnje in kilometrina. Staviš nanje tudi tokrat v balvanih? Ja, res je. Pač od mojih zadnjih nastopov na evropskih prvenstvih ali pa sploh v svetovnem pokalu v balvanih je že kar nekaj časa, tako da vem, da se je in stil plezanja od takrat kar precej spremenil. Zdaj sama druga pripravljenost pri meni je v redu, ampak mislim, da bo zelo veliko je odvisno od same postavitve. Zdaj staviti sam na izkušnje pa mislim, da ne gre, ker tudi na tem evropskem prvenstvu, ki je bilo letos v težavnosti, mislim, da niso odločile same izkušnje, ampak tudi kaj druga. Kako pa si sicer osredotočena na težavnost prilagodila svoje priprave na balvansko prvenstvo stare celine?
Ne, v bistvu še vseeno moja prioriteta ostaja težavnost in pa nadaljevanje svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, ki se pač nadaljuje kar hitro že po tem prvenstvu. Vseeno sem pa naredila kar nekaj dobrih treningov tudi za balvansko plezanje in pa se pač pripravila tudi na to tekmo. Mina, hvala, uspešno tudi po tem nadaljevanju težavnostne sezone. Hvala. V letošnji sezoni je z 2 petimi mestoma na tekmah svetovnega pokala nas je opozorila tudi Katja Kadič, trenutno 6. v skupnem seštevku svetovnega pokala v balvanih. Katja, od zadnje balvanske preizkušnje je že skoraj 2 meseca. Je to prednost ali slabost pred tako pomembno tekmo kot je Evropsko prvenstvo? Ja, po eni strani je zame prednost, da tekmuješ pa že v tem tekmovalnem ritmu, da greš iz tekme v tekmo. Samo po drugi strani pa tudi po tolikih tekmah, ne vem, 5, je fajn, da imaš malo počitka, da se napolniš z novo energijo, mogoče popraviš te napake, ki ti niso šle na ostalih tekmah in spet pripraviš glavo za tekmo in odplezaš tako, kot znaš. Leta 2015 si ravno v Münchnu prvič plezala v članskem finalu svetovnega pokala in dosegla 6. mesto. Ti tamkajšnja stena še posebej leži? Ne bi mogla reči, no, da mi glih stena tam najbolj leži. Se mi zdi, da je bolj pomembno, tako kot so tudi kolegice že povedale, pač sama postavitev balvanskih problemov. Ja, je pa sigurno v Münchnu ena največjih, najglasnejših publik, kar sem jih doživela, tako da že komaj čakam, da nastopim na tem evropskem prvenstvu. Hvala in uspešno. Hvala. München je kraj srečnega imena tudi za Jerneja Kruderja, ki je leta 2014 tam postal svetovni podprvak v balvanih. Letos je s 3. mestom na Kitajskem osvojil tudi prvo balvansko medaljo v svetovnem pokalu in je trenutno 7. v skupnem seštevku svetovnega pokala. Je to dobra popotnica za nastop na evropskem prvenstvu? Ja, vsekakor malo za motivacijo je zelo dobro, da že v sezoni dosežeš neke dobre rezultate, ker pa greš tudi na naslednjo tekmo malo bolj sproščen, ker veš, da si že nekaj dosegel v sezoni. Ta sproščenost glih v bistvu največ pomeni na samih tekmovanjih, vsaj za mene, ker mislim, da fizično bi mogel biti dosti sposoben in tudi psihično pripravljen za kjerokoli tekmo. Tako da ja, je dobra popotnica, je pa res, da je pač se probam ne obremenjevati s tem, da je München v bistvu ena teh tekem, kjer meni zelo leži, ker je res, da je čisto odvisno od dnevne forme, od forme ostalih tekmovalcev, sploh zdaj, ko nas je toliko veliko in toliko veliko dobrih, da je zelo težko reči, oziroma zelo težko planirati neko suvereno polfinale. Treba biti sam sproščen, se sprostiti, pa vidimo, kaj bo na tekmi. Ocenjuješ, da bo vzporedno evropsko prvenstvo in tekma svetovnega pokala prednost glede na močno moško-azijsko konkurenco v balvanskem plezanju? Ja, tako sem prej rekel, jaz se pač probam ne obremenjevati s tem, kakšna je konkurenca. Mislim, da jih je že od začetka sezone letos vsaj 50 toliko dobrih, da lahko vsak pride v finale in se mi zdi, bolj ko se s tem obremenjuješ, težje pol nastopiti in konec koncev niti ne gledam, koliko bo Japoncev tekmovalo, koliko bo Evropejcev, pač še ena tekma, na kateri pač bi rad dokazal sam sebi, da znam plezati zelo dobro. Hvala lepa, pa uspešno. Hvala. Tako, dragi novinarji, zdaj so vsi sogovorniki na voljo za vaša vprašanja. Za kombinacijo me zanima, kdo je od naših igri, torej tu šteje kapitela, pa naj kdo je igri za odličje oziroma za mesta visoko? Ja, v igri sta Mina Janja in Jernej. Jaz mislim, da Mina in Janja imata
zelo dobre možnosti tudi za odličja. Medtem ko Jernej bi mogel narediti res zelo, zelo dober rezultat, glede na to, da je pač težavnost ni bila glih njegova disciplina in je pač tam sicer naredil solidni rezultat, ampak za odličje bi tukaj res mogel narediti en presežek. Koliko se mi vsega tako treninga zdaj balvanskega? A ga je bilo dovolj? Vemo, da vmes je pač bila sezona težavnosti, ker je zelo težkimi tekmami. Jaz bom tako rekel, zdaj odvisno imajo mečkeno ciljo, ne, pač najbrž Jerneju je prioriteta balvani, Katji definitivno prioriteta balvani in sta lahko normalno trenirala. Res je, Jernej ima še željo mečken po težavnosti in posveti kak trening tudi temu. Medtem ko za Mino pa Janjo je bilo mečken težje. Z Janjo sva dala kar dosti fokusa tudi v balvane, čeprav pač tako ste že prej omenili, je en ta preskok sem in tja, ki se med letom zgodi, ampak jaz mislim, da je Janja zelo dobro pripravljena. Mina pa je tudi sama povedala, da njen fokus je težavnost, definitivno je pa želja, da pač pleza tudi na balvanski tekmi dobro, tako da tudi ona je posvetila nekaj treningov, ne pa tako kot pač specialisti. Ne. Jaz mislim, da smo se dokaj dobro pripravljali. No. Kot kaže, smo izčrpali vprašanja. Zdaj vas pa še vse novinarje lepo prosim, da za objave o Evropskem prvenstvu uporabljate aktualne fotografije iz letošnje sezone in sicer zaradi reprezentančnih in osebnih obveznosti do sponzorjev. Seveda pa bom tudi sproti poslala sveže fotografije iz Münchna, tako da res bomo hvaležni, če jih za objave, tako spletne kot tiskane, uporabljate te fotografije. Zdaj pa se še enkrat zahvalim sogovornikom, vam zaželim vso srečo, vsem novinarjem, pa mogoče še takšna stvar. Ja. Pa pač hvala za vso medijsko pozornost, jo boste namenili in jo že namenjate našim športnim plezalkam in plezalcem. Hvala. Hvala. Kaj se? No.